Lep pozdrav iz Strasbourga, kjer smo aprilsko zasedanje pričeli v torek, ne v ponedeljek kot običajno. Razlog za to je praznovanje pravoslavne velike noči. Sicer pa nas je bilo tokrat v razpravni dvorani več, saj se nam je pridružilo 12 opazovalcev iz Hrvaške. V sedanjih zahtevnih gospodarskih razmerah se pogosto debate vrtijo okoli vprašanja dela in davkov. Komisija je pripravila predlog zakonodaje o začasnem zaposlovanju delavcev v drugih državah članicah Evropske unije. Znano je, da se pravice zaposlenih znotraj Evropske unije razlikujejo, zato je potrebno preprečiti pojav socialnega dumpinga. Poslanci smo podprli še predlog zakonodaje o pravicah samozaposlenih do nadomestila za brezposelne. Če je posameznik plačeval ustrezne davke, mora biti upravičen do tovrstne pomoči. Na področju davkov pa smo se seznanili s tem, kako bolje preprečevati davčne goljufije in utaje. Vsekakor zelo relevantna tema, glede na proračunske težave večine evropskih držav. Za ustvarjanje novih delovnih mest je izjemnega pomena znanje, ugotavlja sprejeto TÖKEŠevo poročilo. Z njim so mogoče inovacije in uvajanje novosti. Žal Evropa na tem področju zaostaja. Na podlagi nekaterih meritev je le 200 evropskih visokošolskih zavodov uvrščenih med 500 najboljših na svetu, na samem vrhu pa jih skoraj da ni. Podprl sem nov predlog komisije o tako imenovanem EU multi-rangu. Gre namreč za rangiranje univerz. Skrajni čas je torej, da se evropske univerze modernizirajo in tako postanejo konkurenčne najboljšim na svetu. Še posebej morajo okrepiti svoje sodelovanje s potencialnimi delodajalci in prisluhniti njihovim potrebam. Ne glede na krizo pa mora ta Evropska unija, Evropski parlament in svet več politične pozornosti nameniti okolju. Žal pri tem nismo najbolj uspešni. Evropska unija denimo v letu 2010 ni dosegla ciljev o ohranjanju biotske raznovrstnosti. Da bi ohranili in obnovili ogrožene in poškodovane ekosisteme, bo med drugim treba odpraviti razne okoljsko škodljive subvencije, tudi subvencije. V Evropski uniji se pripravlja tudi nov 7. okoljski akcijski program. Po našem mnenju bi moral biti še bolj ambiciozen. Okolju pa je treba nameniti več pozornosti in sredstev, med drugim tudi v skupni kmetijski politiki. V okoljsko razpravo sodi tudi obdavčevanje pogonskih goriv. Verjamem, da vsi menite, da so predraga, vendar pa po mnenju Evropske komisije njihova obdavčitev ni najbolj ustrezna. Zato smo poslanci dobili predlog, da se goriva obdavčijo glede na njihovo energijsko vrednost. Z drugimi besedami, da se bolj upošteva, kako škodljiva so za naravo. V praksi bi to pomenilo višjo obdavčitev dizelskega goriva in potencialno višje cene. Vendar pa po mnenju večine poslancev dani predlog premalo prispeva k ohranjanju okolja, bistveno bolj pa bi vplival na višje davke za porabnike. Zato smo predlog zavrnili. Predvsej pozornosti je bil deležen sporazum med ZDA in Evropsko unijo o prenosu podatkov o letalskih potnikih, ki potujejo v ZDA. Cilj te izmenjave je boj proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu. Po mnenju večine parlamentarcev je v tem kompromisnem sporazumu dovolj varnostnih mehanizmov za zaščito osebnih podatkov. Kot vsakokrat smo tudi tokrat postavili vprašanje Evropske komisiji. Ena od njih je bilo povezana s pripravo biofizikalnih meril, ki bodo v prihodnje določala območja z naravnimi omejitvami. Razprava je bila zelo zanimiva, živahna. Večina je kritizirala svet, ki je na tem področju popolnoma nekooperativen. Poudaril sem, da je pomembno pri določanju tega statusa v prihodnje upoštevati tudi socioekonomska merila. Predvsem sem izpostavil demografski problem oziroma pomanjkanje mladih v kmetijstvu. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav.